Lepo pozdravljeni, spet je teden naokoli in spet je tu oddaja Odmev tedna. Tokrat dogodke komentiramo z novinarskim kolegom, urednikom, avtorjem, piscem. Z nami je dr. Jože Možina. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, teden se je začel z mašo ob Macesnovi gorici v Kočevskem Rogu. Tule vidimo sliko. Slišali smo, da zločini revolucionarnega nasilja do zdaj niso bili obsojeni, nedolžno ubiti niso bili oprani krivde, njihovi posmrtni ostanki pa še vedno nerazumno dolgo niso pokopani. Vse je res. Ja, vse to je res, ker tudi po letu 90, ko se je tudi odvila ta spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, kjer so imeli nekateri fige v žepu, ni bila iskrena strani takratnih naslednikov komunistične partije, tudi ne takrat novega predsednika Milana Kučana. Niso igrali iskrene igre, niso šli do konca glede teh spravnih slovesnosti. Končno so pustili zavest svojce, ki so bili takrat še mnogo prisotni, to je bilo 30,000 ljudi, da so se na prvi spravni slovesnosti leta 90 julija zbrali na napačnem kraju, pod Krenom, in da so tam hodili 30 let. Tam so pa vendarle Srbi, Hrvati pomorjeni, Črnogorci, ne pa Slovenci, da je tam zgrajena kapela, da se je vse odvijalo tam. In šele kasneje, seveda, ko je bila odprta jama Macesnova gorica, ko je bilo izkopanih okrog 3500 teh ujetnikov pobitih, vemo, da se je zločin zgodil tam. Hoče reči, tudi ta sistem prikrivanja po letu 90. Pustimo prejšnji režim. Recimo prejšnji režim je itak bil utemeljen na zločinu, na krvi in je zaradi tega tudi propadel, ker ni imel blagoslova. Ampak delno, ta tranzicijski del, tudi na žalost demokratične Slovenije, je tudi zgrajen na teh istih principih zločina in še prikrivanja zraven. In tu ima ta naša postkomunistična levica izredno težo. Sam sem mogoče tukaj še malo bolj involviran, ker sem verjetno eden redkih, ki je imel priložnost govoriti, snemati dolge pogovore z dvema rešencema iz Brezna. Eden je bil Franc Kozina, drugi pa Milan Zajc. Milan Zajc je izgubil 5 bratov v Kočevskem Rogu. Zame, ko zdaj to govorim, mi grejo kocine po koncu, ker poskušam podoživeti. Obe pričevanji, zlasti Milana Zajca, so bili, veste, kot neke vrste molitev. To je bilo v tišini povedano, kaj so doživljali. Milan Zajc je bil 6 dni v enem od teh stranskih rovov. Meni se je takrat to zdelo neverjetno. Ko se jama izkopala, se je videlo, da so se tisti, ki niso bili mrtvi, in teh je bilo veliko, ker to so kar metali ljudi. Ljudi so streljali in marsikoga obstrelili. Potem je ta gmota teh trupel umirajočih ljudi eden na drugem umirala počasi in tisti, ki so bili samo obstreljeni, ranjeni, nekateri celo niti ne obstreljeni, ali pa ko so padli na ta trupla, se niso niti poškodovali, so šli v te stranske rove. In Milan Zajc je bil med tistimi, ki so bili tam 6 dni. Potem zvečer so metali bombe, minirali, da se je Brezno posipalo, padlo je kakšno drevo noter in tako so nekateri uspeli zbežati. Kaj je Milan Zajc doživljal noter, kako so preživeli, vam raje ne govorim, ker je prišlo tudi do kanibalizma vsega tega. To je bilo nekaj grozljivega. Spomnim se Franca Kozine, on je uspel nekaj kolegov spraviti ven, po enem deblu, ki je noter padlo, je bil izredno močan fant, tam iz okolice Ribnice. Enega dobrega prijatelja pa ni mogel. In on mi je takrat, mislim, da je bilo to 65 let po koncu vojne, solzami v očeh pripovedoval, kako je bilo s tem fantom. Mogoče rečem še to, ker kaže na blaznost iz tega časa. Franc Kozina je potem, tudi Milan Zajc je uspel pobegniti, oba sta živela, Franc Kozina je živel v Kanadi, blizu Niagarskih slapov, Milan Zajc v Clevelandu. Kozina pride potem domov. To so bili ljudje, ki so bili med trupli, ki so bili umazani, ki so bili kot je bilo. In je seveda prišel domov, potrkal na vrata, mama ga je sprejela, je rekel, da je čutil na ramenih mamine solze, ko sta se objela. In kaj se je potem zgodilo? Mama ga je skrila na podstrešje, ker je bil njegov brat partizanski major. In norost tistega časa,
julija 45 je bila taka, da si mama ni upala soočiti brata, zato ker je bila nevarnost, da ga bo brat prijavil. Taka norost je bila. Ne. Spravi, da je ta vojna, ne, s temi revolucionarnimi primesmi zrušila tisto najbolj osnovno, najbolj sveto, kar je tudi družina. Ne. Taka norost. No, ampak glejte, zločini tega nasilja niso bili obsojeni in recimo predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, tu vidimo recimo, koliko je v posamezen kraj dal teh žrtev, tako da recimo, če gledamo zdaj tole pa Vhogradec pa Horjul, mislim, da so na tem območju prvega dojenčka statistični urad je zabeležil šele leta 55. Toliko so jih pobili, ne? Nekateri kraji si niso pomogli do današnjih dni. Jaz mislim, da je tam Vidovska planota, Bloška planota. Tukaj, recimo to Pohograjsko hribovje bolj, ampak šele v zadnjih letih po osamosvojitvi, medtem ko v nekaterih področjih, tudi Dolenjske, ampak to Notranjsko še bolj poznam, si kraji niso pomogli do današnjih dni. No, ampak recimo, ker smo ta teden veliko govorili o genocidu, to je bil genocid, ne? Uradno je seveda formulacija drugačna, ampak seveda je bil to genocid, ker so iztrebili celo generacijo mladih ljudi, najbolj sposobnih ljudi, preko idealnih ljudi v nekem smislu, tistih, ki bi čisto pragmatično rečeno gradili nacijo. Tega niso počeli, razen nacistov ni počel nihče, da bi na ta način spodkopaval pravzaprav lastno bit. Ampak tako pomembna je bila za komuniste, tako pomembna je bila oblast, da ni bilo važno, kaj vse bodo naredili, samo da oblast obdržijo. Se mogoče bi tukaj tudi to omenil, da je ta zveza borcev, ki jo je predsednica Republike nagradila, ne, z nekim častnim, ovenčala z zlatom pravzaprav, da je ta zveza borcev ves čas tudi po letu 90, itak je bila proti osamosvojitvi, to vemo, edina taka večja družbeno-politična organizacija, ki je bila proti osamosvojitvi, tudi takrat poznejši predsednik Janez Stanovnik, ampak oni so po letu 90 storili vse do današnjih dni, da nobeden od krivcev ne bi bil kaznovan. In morate vedeti, da tudi velik del tega, kar sedaj mogoče se bo potem dotaknila stricev iz ozadja, izvira iz tega, da je ta krog, ne, okrog nekdanjega predsednika poskrbel v tistih kriznih letih za vodilne v komunističnem režimu, ki so si seveda tudi umazali roke, bodisi z gospodarskim kriminalom, ki ga je bilo veliko v prejšnji državi, ali pa zločini, da so nekako poskrbeli za njih, da se jim ne bo nič zgodilo. In od tukaj, poleg tega, da je bil tisti Milan Kučan, ki je po hierarhiji nadziral Udbo in imel podatke tajnih služb, ampak tudi to zagotovilo, da so poskrbeli, da se tem zločincem in kriminalcem ni zgodilo nič. Tudi tukaj je eno od jeder njihove moči, ki v nekem smislu traja še do današnjih dni, čeprav danes očitno niso več tako prepričljivi in močni. No, ampak seveda traja do današnjih dni. Zdaj, če gremo k Nataši Pirc Musar, predsednici Republike Slovenije, to sem vas želela prej vprašati za komentar, ona se je izognila tej proslavi ta teden, pač organizirala si je svojo proslavo, ne? Kako zdaj to razumemo? Še vedno gre za to prikrivanje. Zakaj ni prišla? Se je bala, da bo tam srečala Janeza Janša v tej maniri, samo da ni Janša, ali kaj? Ali da bo slišala kakšno napačno, kakšen stavek, kakšno misel? Glejte, to je nedopustno. Če že hodi na partizanske proslave, v redu, ima vso pravico, da da priznanje tudi nečemu takemu in celo odlikuje Zvezo borcev od 80-letnici, pa ob 80-letnici svojci žrtev pobitih v Macesnovi Gorici in svojci nasploh, ne, se je bilo pobitih okrog 15,000 Slovencev samo po vojni in na 10,000 drugih, niso vredni, da bi predsednica prišla v njihovo sredo, kar so zmogli številni drugi. Borut Pahor večkrat. Pa je, kaj je bil, šef partije oziroma stranke, ki je bila naslednica partije, pa je zmogel ta moralni napor. Ampak mislim, da je Borut Pahor dejansko, te se je potem tudi videlo v tem intervjuju, on se je odlepil, on je nekako se je moralno vzpostavil na nekih novih demokratičnih temeljih in se je odlepil od tega vpliva Milana Kučana, očitno, medtem ko predsednica republike pa tega ne zmore. In jaz sem res sem upal, nekako je kazalo, da vendar je to oseba mlajše generacije, da bo zmogla delovati enakovredno, ne, do vseh skupin, pa tega ne zmore. Ampak žal, lejte, ta primer, ja, ona ni bila sposobna iti na to spravno slovesnost, se sooči tudi s temi žrtvami. Tisti, ki smo na tej spravni slovesnosti bili, no ona to gotovo ve, tam je seveda pieteta, je žalost, je pa tudi neko vstajensko razpoloženje, je tudi odpuščanje, tam nič slabega ne bo slišal, nič napadalnega tudi ne, in ona ni šla tja. In si je umislila, kot ste rekli, neko svojo obeležitev, tam je bilo par ljudi,
Pa cerkev je bila. Nekaj dni prej, ja, prisotnost cerkve, to je pa, gledajte, to je pa tako, ne. Ko jim ne ustreza, ne, ja, takrat je cerkev ločena od države in cerkev in škofe izrinjajo z vseh, celo javnih proslovov, blagoslovov šol in tako naprej. Predsednica ni verna, ne, zakaj je ona tja povabila škofa? Ja. Mi ni jasno, škof, nažalost, škof Saje, ki je sicer tam pametno govoril, pa kaj to pomaga, on je tam dal legitimiteto predsednici republike in tej njeni solo akciji, ki je pravzaprav pomenila tisto, kar sva prej omenila, da se je izognila svojcev in da ni dala tistega priznanja, ker spravna slovesnost v Rogu je enkrat v letu, ne? In tukaj v tej 80-letnici. Tako da se mora cerkev tudi vprašati, ne, kakšno politiko vodi. Ne? Kakšno politiko, pa ne govorimo o tem, da bi moral biti škof in vrh cerkve proti čemorkoli. Ampak zakaj je prišel vrh cerkve? Če bi prišel nek drug duhovnik? Ne? Tako je, zakaj bi sodelovali pri nečem, kar vidimo, da je skok v hrbet svojcem in tistih, ki so 80 let trpeli. Mar ni bo to dovolj? Iz te kratkovidnosti ne razumem in to je res nekaj škodljivega. No, ampak dobro, šla je pa Nataša Pirc Musar tudi k Petru Opeki, ki ga vi zelo dobro poznate. Ja. Tudi on jo je sprejel. Glejte, Peter Opeka sprejme vsakega, je logično, in on se vsakega tudi razveseli. Ne misli, da on ne ve, s kom ima opravka. On je končno ob zadnjem obisku predsednice republike dal eno pismo, osebno pismo, ki vsebuje tudi veliko željo, da se pokopljejo žrtve druge svetovne vojne. Predsednica ga je takrat, to mi je sam prav vprašala, če sme to pismo objaviti. Je rekel, ja, seveda, ne. Nikoli ni bilo to pismo objavljeno. Ja, glejte, seveda je ona šla tja, ampak v nekem smislu sama je to kriva. Ona je pravzaprav popoln antipod tega, kar predstavlja Peter Opeka. Že izvor kapitala njene družine, ne, da ne govorimo o teh zadevah tam okrog Rdečega križa, ne, humanitarna organizacija. Končno tudi ona je satene, kaj ne rečem, stricov iz ozadja, ne, se veste, ne, nekdanji predsednik je rekel, čas je za predsednico, čas je za žensko in je bila potem predsednica. Ja, in je rekel, da Nataša bo dobra predsednica. Bo v redu, no, in še vedno tako misli. Ja. In ona je tam pravzaprav užila blagočasti in nekaj najlepšega, kar premore pravzaprav pa ta slovenska katoliška, ne, scena, ne, to so misionari kot nek popek naše humanitarne dejavnosti, ki pa so, recimo tudi dva, ki delujeta na Madagaskarju, sta sinova teh rešencev, teh, ki so zbežali v Argentino, tako Peter Opeka kot tudi gospod Adamič. Ne. In zanimivo je, ona nima nobenih moralnih zadržkov. V Sloveniji igra eno igro, ne? Ja, v Vatikanu nekaj drugega, ne? Tam ni tak in potem gre van in seveda je tam v tem blišču in slavi teh čudovitih 10 000 otrok na Madagaskarju. In glej, in potem, ko se to konča, pa seveda takoj v Slovenijo, takoj na neko LGBT proslavo v Maribor, kjer vihti mavrično zastavo. Malce pleše v kini, malce... Ja, tako bi rekel, ni se še mogoče se je še čutil objem Petra Opeke takrat v Antananarivu, potem pa še LGBT in tako naprej. Ta zmešnjava je neverjetna, pa jaz tukaj Petru nič ne očitam, lejte, on sprejme vsakega, to je pač njegov princip, ne mora se on ukvarjati slovensko notranjo politiko. Bolje to vprašanje predsednici, pravzaprav, ni malo sram, ne? Ja. Ker končno Peter Opeka pa je sin očeta, ki je zbežal iz enega od teh brezen na nek čudežen način in se potem tudi zaobljubil Sveti Trojici. In brez njega seveda te akomasuje ne bi bilo. Ona sama pa ne zmore poguma, da bi počastila žrtve, ne, takrat v Macesnovi Gorici, takrat, ko so pač svojci zbrani in še česa drugega, ne, in tudi njena prizadevanja okrog tega, da bi pokopali, ne, 80 let po koncu vojne, niso čisto iskrena, se je kot mačka okrog vrele kaše. Tisti, ki to preprečuje na formalni ravni, je Zoran Janković. Na te njene posvete, kjer vabi eminentne ljudi in tudi politike, kjer ne bi se to zmenili, Zorana Jankovića sploh ne povabijo. Je seveda ne. In poglejmo zdaj, kako je Milan Kučan pri Marselu, ne, on je zdaj šel v oddajo, ki so jo popolnoma priredili, očitno jih ima še vedno na vrvici, ne, še posebej tega Marsela. No, kako je on govoril, kako je Milan Kučan povedal, zakaj še ni bilo pokopov? Vprašanje genocida v Gazi se je pri nas pojavilo sočasno pravzaprav s vprašanjem o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki pa jih desnica, slovenska desnica, označuje za genocid. A je bil to genocid? Ne, jaz mislim, da ne. Bilo je seveda zločin, o tem se je uradna politika, slovenska država dostikrat že, kako bi rekel, izpovedala.
mislim, da je to pravi izraz, je tudi obsodila. Sveda to vprašanje ne pokopa, je ne samo pietetno vprašanje, ne samo etično vprašanje, pri nas se z tega dela seveda tudi politično vprašanje. In zdaj ob 80-letnici mislim, da je konca druge svetovne vojne, da je zadnja priložnost, da se ta pietetni pokop zgodi. Na vse zadnje, tudi po letih, ki so minile od takratne pokopne svečanosti leta 91 oziroma 90 v Kočevskem rogu, je skrajni čas. Postavljate pa vprašanje, kje naj bo pokop? Predvprašanje, ali bo pokop, se mi zdi pa izrazito politično in manipulativno vprašanje. Tisti, ki v bistvu pokopa ne želi in želi še naprej s temi žrtvami manipulirati, se da postavlja kraj pokopa na prvo mesto. Kaj pa vprašanje, kdo naj pokoplje žrtve povojnih pobojev? Kdo? Pokopala jih bo slovenska država. Kdo v imenu slovenske države, ne vem. Predsednica se je dostikrat izrazila glede tega že in jaz upam, da je bo tudi uspelo, da bo v tej letu, ko se spominjamo 80-letnico konca svetovne vojne, ko so se znotraj te vojne in tudi neposredno po vojni povsod po Evropi dogajalo grozodejstva, da bo to zmogla in da bo to tudi uredila. Janez Janša je že 3-krat vodil državo, lahko bi pokopal žrtve povojnih pobojev, če bi hotel. Ne samo to, ampak tudi tožilstvo so po vojni imeli v rokah. In tudi takrat bi se lahko vprašanje, ki se zdaj dostikrat postavlja, krivcih in odgovornih, pa se takrat to ni postavljalo. Tako da to je neko vprašanje, ki se ga nekako, bi rekel, skoraj drži v rezervi, kot nek adut, ko igrate karte, da ga imate zmeraj pri roki takrat, ko je treba stvari zaustriti. Ja, lejte, ta nastop je, mislim, to stališče okrog pokopa je perverzno. To je za njega očitno res igranje kart, kot v nekem smislu poker. On se je tukaj, ne vem, ali hote ali ne hote, se je več takih fopajev tukaj noter. Bi čestital kolegu Marcelu Štefančiču za ta intervju, ker je res veliko povedano, so tudi zabavni elementi vmes, tako da imate tudi elemente razvedrila, ampak če gremo k resnim stvarem. Milan Kučan se je tukaj zdal, da je pravzaprav on tisti, ki preprečuje pokop. Komisija za prikrita morišča, prikrita grobišča, vladna komisija, katere član tudi sem, ima po zakonu ingerenco, da določi mesto pokopa. Logično, da smo mi izbrali Ljubljano. V Ljubljani so pokopani vsi, tam imamo spomenike z Prve svetovne vojne, z Druge svetovne vojne, pokopani so okupatorjevi vojaki, italijanski, nemški, pokopane so žrtve s Korzike. Logično, da moramo mi te ljudi vrniti v slovenski kolektivni spomin, ne pa jih še enkrat skriti nekje za nek breg. Sedaj pa tukaj vidimo, da je za Jankovićem pravzaprav Milan Kučan, ki to preprečuje. Jaz res ne razumem tega človeka, ki je bil toliko časa na čelu partije, ki je potem bil izvoljen na demokratičnih volitvah, seveda z manj demokratičnimi elementi, kot smo jih takrat zmogli, da zdaj tudi po 30 letih dejansko preprečuje to najbolj normalno zadevo, da se ljudi pokoplje tam, kjer želijo svojci, za božjo voljo. Ne pa kjer želi recimo neke ostanki ene partije, ki jih on predstavlja, končno, ki so tudi nasledniki, ponosni nasledniki in dediči komunističnega režima, ki je te ljudi pobijal. A bodo sedaj nekdani komunisti in nosilci bivšega režima odločali, kje bodo ti ljudje, ki so jih njihovi predhodniki pobili, pokopani? Ja, upam, da ne. Naj se vendarle umakne z teh stvari in naj začne igrati neko demokratično vlogo. Pri svojih 80 plus letih. Ja, ampak glejte, ravno to umakne. Jaz se vedno sprašujem, človek je rojen še v kraljevini Jugoslaviji. On je med vojno. Ja, med vojno leta, ampak je bila kraljevina leta 41, čeprav je kralj zbežal, 41 se ni dogajalo še nič, se veva. No, ampak vendarle ne. Zakaj se Milan Kučan čuti poklicanega, da resnično se vtika popolnoma na vse zadeve, ki se ga konec koncev tudi ne tičejo, ali se ga tičejo. In vprašanje, ki je tukaj, je, kaj vi mislite, koliko je on ustrahovan s strani Beograda? Namreč te arhivi še vedno niso bili povsem razkriti, mogoče kdo še drži kakšne arhive nekje in seveda misli, da jih bo objavil, ne bo objavil, o tem, kaj se je pravzaprav v Beogradu dogajalo, tudi z Milanom Kučanom. Ja, odprla sva zelo zanimivo temo. Biti nekako prodret v času bivšega režima v vrhove, najprej tiste komunistične mladinske organizacije, potem v vrh partije, ustrajati v vrhu partije toliko časa, takrat po Kavčiču, končno biti v vrhu partije tudi v času, ko je Jugoslavija propadala, ko so naredili vse, da bi režim zaščitili, da bi Jugoslavija obstala. In se potem zgodi Roška in se zgodi Janez Janša in ostali in se zgodi Nova revija in Slovenska pomlad.
ki je v bistvu v popolnem nasprotju ideološkem in tudi proslovenskem, ne, z tem, kar je želel Milan Kučan s to svojo, se veste, ne, da Slovenija nikoli ni bila njegova intimna opcija, to je neke vrste maščevanje. Ne. Lejte, on je nosilec nekaterih najvišjih priznanj, mislim, da celo najvišje vatikansko priznanje ima prav Milan Kučan. Ja, ostal je pa zakrknjen ideološki človek, ki deli nasvete o demokraciji, o tem, kaj je genocid in kaj ni genocid. Ok, pa rečemo, recimo v Gazi je genocid. Ja, in kaj pol? In kaj pa zdaj? Ja, je genocid. Ne, ampak več kot to. Lejte, na začetku sej nisem želela tiste izjave, da ne bi spet vrteli ta genocid, ampak zelo markanten je pa njegov stavek, bom zdaj prosto citirala, da seveda tudi, če bo sodišče ugotovilo, da je to ni bil genocid, bo to še vedno genocid, ker je on tako rekel. Tako, pa kaj je to? Pa s čim imamo tu pravka? No? Mislim, da ni pravnik ali nekaj podobnega. Se pravi, tudi če sodišče ne bo ugotovilo, da gre za genocid, bodo oni še zmeraj govorili za genocid, ker to je visoko etično in moralno civilizacijsko dejanje. In to govori človek, ki zanika genocid, ki se je zgodil v Sloveniji in ki je očitno za tem, da se te žrtve ne pokopljajo. Zanika pravo, človek zanika pravo. To je partijsko pravo. Ne. Vam še nekaj povem. Ne. Ta vladna komisija za prikrita morišča je nekaj časa bil njen sogovornik na vladni strani sedanji minister Poklukar. In smo imeli en sestanek in tam tudi drugi kolegi zelo tvorno sodelujemo, nam ne gre za to, da bi to politizirali. Jaz sem sam rekel gospodu Poklukarju, poglejte, dajte vi sedaj ta oblast, od katere nihče ne pričakuje, ne, na desni strani nič dobrega, dajte vi dovoliti oziroma omogočiti ta pokop v Ljubljani na Žalah in bo to celo vaša zasluga. In če že govorite, da desnica to izkorišča, boste s tem vzeli veter iz jader slovenski politični desnici in boste to vi naredili, razumete? Ne? A ni to krasna ideja, če imaš dober namen? Ne, zato ker očitno te ljudi bi radi še enkrat zamolčali, še enkrat skrili, še enkrat umaknili nekje čim daleč. Za vse večne čase. Ja. In tukaj se vidi, da tudi gospod Kučan ni dosegel v tem moralnem smislu, pa da nisem sodnik in moralni sodnik na ta način, ampak očitno on tega etičnega momenta, ne, tega moralnega momenta, te teže, tega bremena, kot je končno bil predsednik republike in bivši šef partije, da je vendar, da je to treba storiti zaradi prihodnih rodov, da damo en zgled normalnosti, ne zmore. To je strašljiv podatek. Ja, no, ampak lejte, zdaj pa se obeta vendarle ta evropska peticija, resolucija, pri kateri ste tudi vi sodelovali za obsodbo tudi komunističnega nasilja v Sloveniji in naj se vendarle pokopljajo te žrtve. Je, da bo konec junija to obravnavano, sprejeto potem v parlamentu. Kako je s tem? Ja, seveda, lejte, jaz sem takrat, se ta osnutek, tako moramo povedati, dr. Milko Mikolaj, potem, ko je prišlo do ukinitve dneva spomina na žrtve komunizma, me poklical, eminenten zgodovinar iz Celja. Ja, je rekel, gospod Možina, moramo nekaj narediti in to jaz sem potem ta prvi osnutek resolucije naredil. Potem je pa prevzel dr. Mite Ferenc dejansko to vodilno vlogo in tudi skupaj sva bila takrat v Bruslju, je bil izredno dober, izredno prepričljiv. In tam je bilo tako, da v tisti sobani, se to bila velika konferenčna soba, so bili tudi poslanci seveda levih strank, ker se spomnim ene španske socialistke in so bili pretreseni. Veste, ti naši leporečni poslanci levice v Evropskem parlamentu, nihče ni pričakoval, da imamo pri nas pravzaprav tako svinarijo pod preprogo, te lepe in krasne Slovenije. In so bili tudi tam malo osramočeni, tako da na evropski ravni, ne da bi od Evrope pričakovali prav veliko, ampak tam so ljudje šokirani s to nesnago, ideološko nesnago, ki jo pri nas tudi v obliki nepokopa še vedno imamo. Tako da nek vzgib to bo, dajmo se pustiti presenetiti. No, zdaj, če greva k temu vašemu intervjuju z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, kako je nastal ta intervju? Ja, pa sem slišal, da je to neka zarota, nekaj orkestriranega. Pravzaprav pobuda, veste, enkrat je, pa kakšen mesec nazaj, mogoče dober mesec, sem čakal avtobus pri konzorciju in predsednik Pahor bivši predsednik, se je pripeljal s kolesom mimo, celo telefoniral je med vožnjo s kolesom in se ustavil pred mano. No in pa so se na kratko pogovorila in sem dobil, da ko bi prišli v intervju, je rekel, bi. In potem je pač prišlo povabilo in se je ta intervju kot nek najbolj običajna stvar tudi izvedel in na način, da je zelo odmeven. Nenavadno je to, da je
bivši predsednik izredno uglajen, da je govoril o stvareh na tak pozitivističen način, ne? In kljub temu tak cirkus. Ne? Ja, resnicoljubnost očitno v Sloveniji danes ne bi smela imeti domovinske pravice, ne? Sploh, če je povedana na nacionalni televiziji. Sploh, če recimo nekdanji predsednik Pahor pohvali Demos za osamosvojitev. Poglejmo, kako je to povedal. Ko govorimo o zaslugah vseh, ne, moramo vendarle biti pošteni in povedati, da kolikor dejansko je takrat slovenska politika z različnimi subjekti, z različnimi politikami vendarle delala do neke mere, ne, bomo rekli zdaj za potrebe tega pogovora za skupno stvar, je seveda bil na čelu sprememb Demos. Demos je dajal ton tem spremembam, medtem ko smo se recimo tako v času pred volitvami kot po volitvah kot dediči prejšnje stranke temu prilagajali. Ne. Ton je dajal Demos, ni dvoma, oče tega projekta, oče slovenske osamosvojitve, kot je rekel Bučar, je bil Jože Pučnik, je bil avtoriteta, ki je znal povezati tudi za svojo osebnostjo, ne, svojo skromnostjo in ponižnostjo, ki ostaja svetu vzor. Ne. Bolj kot si močan, je rekel, bolj moraš biti ponižen. Ne ponižan, ponižen. Ne. To je bil seveda takrat odločilen čas. Če se takrat, mimogrede, Demos ne bi povezal leta 1989 v koalicijo, bi na prvih demokratičnih volitvah zmagala ZKS, stranka demokratične prenove, 17% nekaj, in bi prav gotovo verjetno takrat oblast poskušala okrog te stranke organizirati oblast. In danes jaz kot član takratne stranke, in bil sem ponosen, da sem bil njen član, ne bi bil zadovoljen, ker bi poskušali narediti vse, da bi ostalo bolj ali manj po starem. Tako pa so prišle sveže sile, ki so imele to moč, da so naredile nekaj novega in to je bilo v redu. Tisto, kar je bilo res, pazite, sijajno in kar premalo krat povemo našim otrokom, da bi utrdili njihov ponos in tudi en patriotizem. V 3/4 leta, od aprila 1990 do decembra 1990, je praktično od pahljače različnih mnenj o tem, kako iti naprej za državnostjo. S plebiscitom prišlo do sporazuma strank 6. decembra in skupnega nastopa na plebiscitu. Nima veliko narodov tako slavno zgodovino v tako zgoščenem času. No, to je bil najbrž ta žulj, Kučanov žulj, ta sol na rano. Bolj kot seveda ta genocid, ki so ga potem tako razglabljali. Ja, Gaza je bil seveda izgovor za to, da se je diskreditiralo druga sporočila bivšega predsednika Pahorja. Gotovo tudi ta, da je tako nedvoumno, ni prvič, ampak tako nedvoumno povedal, kot oseba, ki bo takrat notranje politično na drugi strani, nekaj časa tudi na drugi strani osamosvojitve na začetku se to pove. On tukaj celo pove, ne samo, da je Demos vodil celotno zgodbo in Jože Pučnik, seveda gotovo nekdanjemu predsedniku Kučanu to ne gre v prid, ampak pove tudi kaj? Pove tudi, da če bi takrat zmagala partija, če Demos ne bi bil koalicija, se ne bi nič zgodilo. Veste, to so izredno pomembna sporočila. Sicer pa mislim, da je tisto, kar je še bolj zarezalo pa v aktualno zgodbo slovenske levice, pa je vendarle ta njegov pasus, ko pove, je tudi seveda na mojo spodbudo in korekcijo, da leve stranke niso bile in tudi niso, in še vedno, kot pravi, niso samostojne, ampak da jih v veliki meri krmilijo centri moči iz ozadja. In na takrat mojo intervencijo, vprašanje, kdo poleg nekdanjega predsednika Kučana je še stric iz ozadja, seveda ni tega zanikal, ampak kakšnega novega imena ni povedal. In tukaj je bila paket narejeni, to je uničujoče. Veste, kaj to pomeni? Da vedno po letu 90 do današnjih dni in očitno tudi na naslednjih volitvah, volivci levih strank v nekem smislu še zmeraj volijo Milana Kučana, ki na volitvah sploh ne nastopa. Ja, no poglejmo zdaj, kako je seveda Marcel Štefančič vprašal Kučana o teh stricih iz ozadja. Zdaj, Borut Prah je v intervjuju za Nacionalko pri gospodu Možini rekel, da ni mogel vladati, ko je bil premier, ker imajo slovenske levo-sredinske vlade zaradi stricov iz ozadja zavezane roke. Zdaj, kdo vlada zdajle, ko je na oblasti spet leva sredina? No, če to nekdo, ki je predsednik vlade bil, pove, da ni vladal, potem pomeni to, da je bil strašno slab.
vladar. Ne. Zdaj bi se človek vprašal, kdo je potem vladal, ko se je vlada pod njegovim vodstvom odločala za termoelektrarno oziroma za termoelektrarno Šoštanj 6 in za nekatere druge stvari, za to, da se je ukinil, kako bi rekel, nasprotovanje učlanjevanju Hrvaške v Evropsko unijo, dokler se ni rešil problem morske meje in tako naprej. Skratka, to govorenje o tem, da si spoznal, da nekdo drug vlada v tvojem imenu, je seveda, bi se rekel, samo iskanje odgovor za tvojo nesposobnost. Ne bi razlagal, kakšen razgovor sva midva imela o tem, ampak to je seveda nekaj, kar je mimo in to jaz nočem vračati na današnje politično prizorišče. Ko je to rekel, so vsi pogledali proti Murglam. A vi vlečete niti iz ozadja? V Murglah je po mnenju enega od vodilnih slovenskih politikov na desnici živi hudoben majhen palček, ki nagaja tudi njegovi družini in to razlaga svojim otrokom. To mislim, da vam pove vse. Zdaj pa okoli teh stricev iz ozadja bi vam pa Lenart nekaj povedal. To je posebna zgodba slovenske politike, da išče izgovore za svoje neuspehe v stricih iz ozadja. Ima pa to nek negativen učinek za, kako bi rekel, delovanje te države in za njeno uspešnost. Namreč, ljudje so toliko prestrašeni od tega, da bi se dobivali s tako imenovani strici iz ozadja, ki o nekaterih problemih nekaj vedo, imajo nekaj izkušenj in tako naprej, da od tega bežijo. Skratka, neke normalne izmenjave izkušenj, pogovorov o tem, kaj je bil razlog, da so bile neke odločitve sprejete v nekih pač drugih okoliščinah, tega ni, ker se ljudje bojijo te stigme. Mi smo se z njim srečevali. In tako namesto tega, eden od teh predsednikov vlade, ki ste jih imenovali, je stanoval tudi v Murglah, 200 metrov od mene. 2-krat v času njegovega mandata sva se srečala. Na ključno, verjetno. Ne. Zares? Zares, zaradi pogovora. Na ključu sva se srečala večkrat. No, zdaj več freudovskih zdrsov je tule, ne? Dobro, najprej je zdaj Borut Pahor postal Borut Prah, ne? Komentar? Ne, tukaj se vidi, da je ta nevralgična točka, strici iz ozadja je nevralgična točka, zaradi katere je verjetno tudi nekdanji predsednik se povabil v oddajo. Ja. Ampak tukaj se začnejo pa ti komični, razvedrilni elementi. Freudovski. Ja, zelo, zelo zanimivo. Ja, vznemirjen je bil. Tudi iz minute v minuto, bolj kot je pogovor trajal, bolj zanimivo je postajalo, škoda, ker ni trajalo še kakšnih 10-20 minut. Ja, on je prišel nekako v oddajo povedati, da ni stric iz ozadja. Hkrati je pa v treh bil zelo kontradiktoren. Pravzaprav se je utopil v tej svoji kontradikciji, ker po drugi strani je pa jamral, da se pa bojijo ljudje z njim srečevati in da se bojijo. Da bi bil rad stric, pa se bojijo. V nekem smislu je povedal, da to naše osvetljevanje stricov iz ozadja negativno vpliva na njegovo javno podobo oziroma na njegov sloves strica iz ozadja, ker stric iz ozadja ne sme biti osvetljen in zato pač mu tudi uhaja ta energija iz rok. Ljudje ne hodijo več k njemu. In zdaj pa še ta zdrs, ali ne vem, kako bi temu pripisal. Ampak to je bil pa Marcel Štefančičev zdrs? Ja, seveda, ampak ja, zanimivo. Zdaj, to pa tudi, da je potem gospod Prebelič, kot neka nova rezervna figura v tej liniji stricov iz ozadja, pa prostodušno povedal, da blagoslova še ni dobil. In seveda ta star in potem v kombinaciji s tem, kar je še nekdanji predsednik Pahor povedal, kako to deluje. Ja, seveda je bil Milan Kučan rekrutiran kot zadnja linija pravzaprav obrambe te farse funkcioniranja levih strank, tako da je tako hudo je bilo, da je moral priti on v oddajo. To je zelo zanimivo. Seveda tu se kaže v tem odgovoru tudi neka velika frustracija, da nekoga pač ne upoštevajo, da bi še vedno bil zraven, pa ni zraven. Zakaj bi njega upoštevali? Saj je bil partijski šef, saj je bil 2-krat predsednik. A ni dovolj, Ne, pa glejte, vam bom povedala osebno izkušnjo, ki sem se jo spomnila ob tem zanimivem odgovoru. Leta 1992 je bil forum, svetovni gospodarski forum v Davosu in jaz sem za televizijo poročala iz tega foruma. Torej, mi smo imeli neizmerne težave, ker na tem forumu je bil Janez Drnovšek, potem pa Milan Kučan, Izetbegović, pa Tudžman. Torej, nikoli, Slovenija je bila
nova država, mlada država. Mi smo pričakovali, da bosta Kučan in Drnovšek mogoče skupaj imela kakšno tiskovno konferenco. Mi smo begali po Davosu, ta v enem hotelu, ne, on je šel celo v pizzerijo, nič, nobene izjave, Drnovšek nekje, in to je bilo tako komično in hkrati žalostno, ker se je videlo to rivalstvo med dvema komunistoma, ne, zdaj kdo bo vendarle zdaj prvi v Sloveniji tudi demokrat, a ne. Tudi Drnovšek je imel seveda mednarodne povezave, tudi v New Yorku s Cyrusom Vanceom, to je bilo znano, a ne. In seveda Kučan vsega tega ni imel, ker je pač žal rojen v času kraljevine Jugoslavije, kot smo prej povedali, in seveda mlajše generacije pridejo in tu je bilo od takrat neko veliko rivalstvo. In jaz sem imela ves čas občutek, da so to neke frustracije, da bi vendarle nekdo bil, pa ni, pa zakaj ni, pa se bojijo. Očitno se imate prav, to so frustracije, mogoče neke majhnosti v takem ali pa drugačnem smislu. Lejte, oba sta bila bivša partijca, ne, pa nista komunicirala. Oba iz Beograda. Mislim, da je celo tam, veste, kako je bila stara predsedniška in vladna palača, sta bili skupaj, ne, in je Drnovšek dal zakleniti tista vrata, ki na hodniku, tudi to je predsednik Kučan nekoč potarnil, mar ni malo podobno to rivalstvo, takrat se je sicer dogajalo, vendarle sta bila bolj pametna človeka, pametna, bolj razsodna, gospod Kučan in gospod Drnovšek, vse bolj v zakulisju, tu pa tam se kaj izvedelo. Sedaj se pa to rivalstvo spet med dvema, kaj ne rečem, majhnima politikama pač vzpostavlja med gospod predsednico Natašo Pirc Musar in premijerjem Golobom. Ko se pa to na odprti sceni, ne? Tu se vidi, kako nedozoreli in neverjetno ambiciozni. Kljub letom še vedno otroči, ne? Pravzaprav, no, če smo malce šaljivi. In je to smešno, ampak gre za našo državo in gled naše države je hkrati to zelo žalostno. Ne? Ja, seveda. No, na drugi strani pa, seveda, vi ste pohvalili Marcela Štefančiča, jasno, za njim so seveda uredniki, ampak moram reči, ne, zdaj bom pa kot novinar z izkušnjami povedala, da se absolutno vidi, da je bil ta intervju naročen. Bom zdaj povedala ljudem, ki gledajo, lahko si še enkrat pogledajo ta intervju. Namreč vidi se, da je Marcel Štefančič bil tako prestrašen oziroma tudi tako pač pripravljen, da je bral vsa vprašanja. On ni odmaknil oči iz tega svojega laptopa, on se je bal celo, da bi mogoče napačno naglasil, kjer je nekje vejca, pa bi bilo podpičje ali mogoče dvopičje. To je bilo vse tako dogovorjeno, vključno z vprašanji. Torej za ljudi, če nekdo res takole stoji na tekstu in bere vprašanja in se boji, da bo mogoče kaj izpustil. To ste opazili, gospod? Ja, to sem opazila na podlagi svojih izkušenj. Lahko da deluje super, ker pač ljudje imajo radi Marcela, še rajš imajo pa Kučana, ne, nekateri, ampak bilo je praktično zelo neprofesionalno, ne. Meni je bilo všeč to, ker je bilo tudi malo zabavno. No, zabavno je pa bilo, in ker je tudi gospod Marcel vendarle postavil nekaj vprašanj, nekaj proti vprašanj, kjer predsednik Kučan ni vajen, ne, glede genocida, glede stricev iz ozadja. Sej on je prišel nekaj povedati, ampak hočem reči, spet se je izdal, da je dejansko stric iz ozadja. Kučan je bil naučen te odgovore, to je bilo dogovorjeno, ker on je imel tudi te palčke, vse to mitologijo, ta v palčkih je dobro. Ne omenim še to, no, ker mi očitajo, da ne povabim, ne, da za predsednika Kučana pa nikoli nisem povabil. Jaz sem vsaj dvakrat uradno povabil predsednika Kučana v intervju in lahko ste prepričani, da ta intervju ne bi bil popadljiv, nič posebnega, res pa, da bi mu določena vprašanja čisto spodobno in na lep način postavil, mogoče tudi kakšno podvprašanje. In vem, še v času, ko je bila urednica gospa Rebernik, smo formalno zaprosili za intervju in zanimivo tudi ta nivo, ne, z njegovega urada, kar že je, niso meni odgovorili, ne, ampak so samo poizvedovali, ne, in potem se je pojavil v nekem pogovoru za neko mizico z enim drugim našim kolegom. Očitno ne prenese enega novinarja, ki mogoče malo drugače misli in bi postavil kakšno podvprašanje. Ja, ampak glejte, zdaj bomo pokazali, torej tu je bilo očitano Pahorju, da je v vašem intervjuju govoril o teh stricih iz ozadja, ampak zdaj bomo pa namenoma pokazali, kaj je Pahor zares rekel, ker tudi v tem je bila Marcelova in Kučanova manipulacija, ki se non-stop dogaja na RTV Slovenija. Poglejmo zdaj, kako je Pahor zares govoril o teh stricih. Kdo poleg Milana Kučana je še ta stric iz ozadja? Ne vem, če boste na to odgovorili, pa tudi zanima nas,
Kaj pravzaprav ti strici počnejo? Kje so zaposleni? Kako to poteka? Ne bo vas presenetil. Mislim, da nam res ni potrebno govoriti ad personam, ampak da je vredno o tem govoriti ad rem. Gotovo je del te moči povezan s tranzicijo iz prejšnjega sistema v ta sistem. Morate vedeti, kajti jaz sem bil del tistega sistema na koncu, da je bilo veliko ljudi prestrašenih za spremembo, ki je prihajala. Na nek način so vedeli, da mora priti. Morajo biti volitve in mora se zgoditi Slovenijo nekaj. Vendar je bilo pri mnogih ljudeh veliko skrbi, pa tudi strahu. Pred revanšizmom ali kako? Predvsem. In na ta skrb in na ta strah se je usedla, bom rekel, ta struja ljudi, ki je želela ohraniti svojo moč. In jo na nek način s tem strahom in skrbmi ohranja še danes. Če vi danes poslušate retoriko recimo leve sredine, boste videli, da je pravzaprav njihov glavni slogan: važno je, da smo mi tukaj, da ni Janez Janša. No, lejte, ne, tu je zdaj, kje so zdaj ti palčki, ne? Tu je zdaj to nezavedno. Kučan sam sebe ga imenuje palček. Jaz še nisem nikogar slišala, da bi rekel, Kučan je palček. Ne, on je vendarle bil predsednik, ampak on se očitno vidi kot palček. Ne, lejte, seveda so šale na ta račun. Ja. Jaz nisem nikoli slišal, nisem doma pri gospodu Janši, da bi slišal, kaj on pripoveduje otrokom o kakšnem palčku, tega ne vem. Ne vem, kako da je predsednik Kučan, ve, kaj on doma, kako on doma otrokom starši. Ampak ja, je res malo ponesrečeno. To je freudovsko in on se sam se nekako smeši na ta način. Ne. Lepa, tukaj bivši predsednik je pa zelo decidirano povedal, kako je to šlo. On, ki je bil pač del tega, pove. V tem intervjuju je bil predsednik Pahor izredno iskren in prostodušno naravnan, pa tudi mislim, da spoštljiv, vse on nikogar ne žali. Ne, se sploh ni nič rekel, ne imena, ne palčka, kje je to Kučan pobral, ne vem, mogoče doma gledajo risanke. Je pa zanimivo, ne, da je Kučan tudi povedal, ko je govoril zdaj seveda o tej sredinskem bloku, ki bi se oblikoval, ne, je govoril, da je pač študiral oziroma delal tole matematiko z nekim družinskim članom, najbrž z vnukom, ne, in da nikoli ni razumel prazne množice, ampak zdaj pa je tole, se mu zdi tale sredina kot neka taka prazna množica, da je nemogoče. To se pravi, on dejansko poriva volivce, glasujte ekstremno levo, če ne bo kaj. Glede, tukaj zdaj od vsega, kar sva danes govorila, je glede slovenske prihodnosti neposredno, ne, to navodilo najbolj uničujoče. To je staro partijsko komunistično vodilo. Ne. Postaviti ločnico, ne sme biti nobene sredine, ampak samo dva bloka. Znotraj tega se seveda drugi blok demonizira, pri nas preko medijev in pravosodja to postkomunistične sile to še vedno zmorejo in na ta način potem zmagajo na volitvah. To je izredno nevarno, ker to pomeni, da vsaj polovica slovenskega narodnega telesa je izločena pri vplivanju in pri sodelovanju pri kreiranju države. To je noro. Pazite, to je princip, ki ga iz zgodovine poznamo, ki ga je recimo pri nas uvajal Edvard Kardelj. Se bom poskušal spomniti njegov citat Kardelja iz časa druge svetovne vojne: tovci po sredini, tovci in sej preplah, le tako se bo vojna odvila v našo korist. Se pravi, tudi meni ni bilo dolgo jasno, tudi kot zgodovinarju, zakaj Kardelj skozi daje navodila tovci sredino. Zato, ker v komunistični dialektiki moraš imeti dva bloka. Na sredini ne sme biti nobenega, mora biti čistina. Ampak na ta način se polovica naroda uničuje in ko pride do kriznih momentov, kar je tudi predsednik Pahor dobro omenjal, pred nami so negotovi časi, mi moramo biti povezani. Če pljuskne nekaj, kar se lahko zgodi v zgodovini, nažalost se prej slej bo zgodilo, in če mi tako razdvojeni, kot smo sedaj, pademo v ta čas, mi bomo ponovili napake iz preteklosti, se za Božjo voljo. In predsednik Kučan spodbuja k temu. Pa to je nevzdržno. V resnici je to izredno nevarno. Ločevanje. Namesto, da bi govoril o sodelovanju, da se vendarle najboljše sile z ene in druge strani povežejo, da bi spodbujal k temu bivši predsednik, še vedno pravzaprav seje na razdor na kardeljanski način med vojno. Ja, lahko gre Kučan iz partije, ampak ne more partija iz Kučana, ne?
Jaz mislim, da res dejansko ne bi se gospod upokojil, se ukvarjal, ne vem, z vnuki, z mačkami, ne vem s čim. Ja, vprašanje je res, zakaj se Jaz ne more? priznam, da sem dolgo časa mislil, da to pretiravanje v nekem burgle, pa gor, pa dol, pa bivši sem mislil, da dajte, no, to ni res. Ampak če dalje bolj v zadnjem obdobju, tudi po teh intervjujih vidim, da je ta gospod hotel imeti vpliv in da ga je tudi imel in da sedaj nekako nerga, ker ta vpliv zgublja. Ja. To se pravi, vi mislite, da je recimo on sugeriral Nataši Pirc Musar, da govori o genocidu, ker to je povedala izven napisanega govora. Tega ne vem, tam je bilo zelo ponesrečeno to, da, ne vem, gospa Musar, da je zamešala, ne, niti ni rekla, ni to imenovala za Gazo, ampak za Zahodni breg. Zahodni breg je čisto nekaj drugega. Zahodni breg je Betlehem, ne, tako naprej. Tam ne poznajo niti osnovnih stvari, hkrati pa bi se radi košatili z nečim. Ne. Danes reči, da je tam genocid v redu in kaj potem? Rečemo, da je genocid. Ne. Ampak kaj potem? Ja. Nažalost, mi moramo svoje, dajmo počistiti pred svojim pragom, dajmo pokopati mrtve. Tukaj naj se gospod Kučan in gospa Pirc Musar dogovorite. Dobro, toliko zdaj o tem, zdaj pa zdrviva še skozi druge dogodke, recimo interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Seveda najbrž ji bo zelo pomagal tale napadeni ribniški župan Samo Pogorelc, ki so ga pretepli Romi. Torej, poglejmo, kaj je ribniški župan po tem pretepu povedal. Za navedeno kaznivo dejanje niso bili izpolnjeni pogoji za takojšnjo privedbo k preiskovalnemu sodniku in odreditev pripora. Sam osebno se čutim še vedno v nevarnosti, počutim se ogrožen, počuti se tudi moja družina ogroženega. Pa tudi starši že v bistvu mladino prepričujejo, da naj ne hodijo na take dogodke. No, potem je pa, to je seveda Samo Pogorelc, pretepen takoj po pretepu, sliko je objavil, je pa kasneje Tonin objavil tudi seznam ljudi, seveda poslancev, ki niso podprli zakona, ki bi uredili te zadeve. In povejmo zdaj zadnjo novico, zdaj občina Ribnica je pa zdaj vrnila državi teh 180 000 evrov, kar letno dobi za urejanje zadev z Romi in so rekli, zdaj ne pa država vse to sama počne. Kakšen je naš komentar, kako bomo zdaj tole naredili s tako sestavo parlamenta? Ljudi pretepajo, pretepli so tudi neko policajko, nekega 14-letnega otroka, zgodi se nič, niti jih niso zadržali, niti jih niso zaprli, ni bilo pogojev. Kaj je še treba, kaj zdaj treba, da se v neki šoli pridejo, streljajo, ali kaj bo zdaj treba? Bojim se, da se bo nekaj hudega zgodilo. To je nekaj neverjetno. Jaz tudi, ko sem slišal za ta pretep, sem par dni, ker ne spremljal ravno medijev na minuto, nisem niti vedel, da gre za Rome, ne. Zakaj je ta podatek pomemben? Pomemben je, medijsko pomemben v kontekstu vsega ostalega. Ne? Tudi to, ne, to je bil napad na uradno osebo. In te ljudi, ki so jih zajeli, so jih izpustili. Kljub temu, da so celo tepli tudi njihovo kolegico, policistko. Ja. Mislim, kaj se to dogaja? Dejansko ta dvojna merila, ki so jih v naši državi, predvsem v času levih vlad, dorekli in izvajali glede Romov, to je uničujoče. Pa bom najprej rekel za Rome same. Ne. Morate vedeti, da tam vladajo kriminalne združbe, takih mlajših moških, ki ustrahujejo tudi te romske družine, ki jih zlorabljajo na vse mogoče načine, ki jim tudi onemogočajo šolanje, tako da je to v nekem smislu se dogaja implozija. Sicer Romov je čedalje več, otrok je veliko, ampak tam so razmere čedalje slabše tudi znotraj romske populacije. Zaradi napačne politike, ko se jih je toleriralo, ko se jih ni kaznovalo, tudi kraje romske, Rom pride na bencinsko črpalko, natanka in gre, ne, razumete? Ja. In vprašajo, imamo tako navodilo, ne bomo se z njimi ukvarjali, ker če si se z njimi ukvarjal, potem so prišli k tebi, so te grozili in tako naprej in na ta način se je cela populacija čedalje bolj odmikala. Vem pa, tudi poznam ljudi v Škocjanu, v Novem mestu, da se Rome dejansko, da se jih bojijo. Ampak veste, ko bo enkrat tudi Slovencem prišlo do vrh glave, se bo zgodilo nekaj hudega, lahko tudi strani večinskega prebivalstva do Romov. In kjer bojo lahko nastradali Romi, bo prišlo do neke državljanske neposlušnosti. S tem, kako se ta nesposobna oblast igra s tem. Romi morajo doseči, tisti, ki izvrši kaznivo dejanje, mora biti deležen enake represije, a je Slovenec ali je Rom, ali kdorkoli je.
Ampak Poklukar pravi, da smo varni. Ne? Dobro, minister Poklukar, jaz sem tako, če imel nekaj kontaktov z njim, a ga bomo poslušali. Ne. Minister Poklukar, on karkoli govori, kar nekaj beseduje, na koncu reče, Slovenija je varna država. In ko se to zgodi 3-krat v tednu, te je jasno, da njega sploh ne briga, pravzaprav, kaj se dogaja. On ima 2 stavka, ne? Tega pa še nekega, da je vse v redu in to je to. No? Pa stavka vrti vse čas. Jaz ne vem, zakaj ne raje nekaj naredi, ali je sploh, ne vem, je tu vprašanje sposobnosti ali volje, nekaj je tukaj zelo narobe, minister ne opravlja svoje funkcije. No, ampak seveda vse to je bilo na nek način povedano že pred 33 leti. Zdaj, Ivan Kramberger je bil umorjen pred 33 leti in prav tako je bila obletnica zdaj 7. junija. Ne? Tule vidimo, kako se objema z Milanom Kučanom. Zdaj, poglejte, kaj je Ivan Kramberger povedal takrat o komunistih. Vi ste videli danes statistiko, je Kramberger skoro čist na zadnjem. Kučan je čisto gore. Ste videli, slovenski narod je ponorel. Celem svetu komunizem propada. Poglejte, od Romunije, od Mađarske, edino v Sloveniji, v Jugoslaviji, v Albaniji se še hoče na stolice. Držijo se stolice, dragi Slovenci, kot pijan plota. Ja, držijo se kot pijan plota. Tudi v Albaniji ga ni več. Če greste danes v Albanijo, je prepovedan, ne, Enver Hoxha prepovedan, na grob hišo zažgali, vse tega ni, ne. In mi pa še vedno tole in še vedno. Ja, imamo to komunistično utež, ki nas pravzaprav čedalje bolj odmika od nekdanjih držav socializma, ki so bile daleč za nami, sedaj nas pa prehitevajo. Ne. Gotovo je ta cokla. V nekem simboličnem smislu jo predstavlja Milan Kučan s tem, kar sva prej govorila. Nažalost. Ne. Ja, glejte, zdaj, ta zgodba je tragična, je zanimiva. Kolega je pred leti tudi en dokumentarni film naredil na to temo. Jaz sam sem bil v Jurovskem dolu, sem snemal enega gospoda Korosca, enega pričevalca, ki je bil slovenski četnik, zanimiva zgodba. In smo šli v lokalno gostilno, tam sredi kraja, in tako po klančku navzdol je prihajal en gospod, že precej betežen. No, so rekli, to je pa morilc Ivana Krambergerja. In on je potem prišel v to gostilno, sedel malo bolj tam v eni družbi, smo se tudi pozdravili in tako naprej. Ja, tam nihče ne verjame, da ga je on ustrelil, zato ker to ni mogoče. Zdaj, jaz nisem, sicer sem rezervni oficir in tako naprej, ampak nimam pojma o teh stvarih. Njegova hiša, se prav vem, so mi jo pokazali, je daleč gor, kako bo en tak gospod z lovsko puško z enim nabojem ustrelil človeka na tak način. Naboja niso sicer niti našli. Ne. Bil je v zaporu, potem izpuščen in tako naprej domov. Zgodba je čudna. Ne. Tle res zelo diši na nek političen umor. Ja, ker Kučan je bil kandidat, pa Kramberger. Seveda mi dva ne bova tukaj. Veliko dobival na glasovih, seveda ne bo, ampak smo se spomnili tega, ne. Ker še vedno živimo, še vedno pride Kučan k Marcelu. Ne. Ja, dobro, jaz upam, da ni tukaj neke povezave, ampak ja, veliko stvari nakazuje, da je šlo za politično. Ja, še vedno je pri moči, še vedno je vpet v politiko, pa je toliko let od osamosvojitve in konec koncev od prvih demokratičnih volitev. Saj vem, jaz sem gospoda, zdaj malo pobrkuje vas, sem gospoda Pučnika snemal in je rekel, ja, Kučan je bil proti osamosvojitvi, ampak ko je pa vlak speljal, ne, je pa dejavno sodeloval. Ne. Je šel pa na vlak tudi on. Ja, mislim, celo postal strojvodja potem, sploh ko se je zgodba končala, oziroma ko je bil uspeh zagotovljen. Ne. Gotovo ima tudi on takrat v tisti dobi zasluge za to, da so stvari šle, kot so šle recimo brionska pogajanja in tako naprej. Tam je on igral pozitivno vlogo. Kasneje celo to obdobje, namesto da bi se Slovenija demokratizirala, pa ne. In zdaj, kaj je pomenila ta intervencija, ta umor Ivana Krambergerja za takratno slovensko politično sceno? Mi smo bili mogoče takrat po dobi osamosvojitve preveč naivni. Mislili smo, da bo star režim, da se bo kar olupil, da bo kar odpadel. Vem, da sem sam tako tudi mislil, so neko ti bogi borci, ne, kaj bo zdaj z njimi, ne. Kdo bi si mislil, da se bo čez nekaj let začelo vse to obujati? Normalno zato, ker se jedro tega režima samo na zunaj se je preobleklo v ovčji kožuh, dejansko so pa ostali kar eni taki močni ideološki volkovi. No, zdaj bomo pokazali nekaj fotografij, kar takole v sosledju. Najprej pa bova potem komentirala, ne, kaj se pravzaprav dogaja v Sloveniji. Zdaj recimo
za orožje bomo dali več bruto domačega proizvoda. Levica je napovedala razpis posvetovalnega referenduma. Potem, ampak tega ne bo posvetovalnega, zato ker je bila že strategija sprejeta. Levica pa malce rešuje svoj obraz pred svojimi volivci. Tako je. Ja, potem imamo seveda skrivnost teh USB ključkov, ki jih je kupila država za javno upravo, mogoče tudi RTV, ki na nek način vohunijo, to so vohunski ključki, kaj bo zdaj s temi, to je zdaj stanje v Sloveniji. Obeta se nam referendum o pokojninski reformi, očitno, če bo taka, kot je sprejeta. Potem imamo parado ponosa, minister Maljevac je bil na tej paradi ponosa in glej ga zlomka, čeprav govorijo zdaj ti borci ali pa novodobni zgodovinarji, da v bistvu v Sloveniji ni bilo revolucije, je zdaj v tem javnem diskurzu spet ta beseda revolucija prišla do izraza, razredni boj. Maljevac je rekel, da je treba razumeti pravice te skupnosti z raznimi in vsemi črkami, ne znam jih niti našteti. Vseh teh oseb je treba razumeti kot del širšega razrednega boja. No, zdaj, to se pravi, kaj je zdaj? Imamo komunizem, imamo razredni boj, nimamo tega, nas vohunijo Kitajci. Kaj zdaj sploh? Hočemo reforme, hočemo pokojninsko, ne želimo, bi bili v NATO, pa skušamo to prikriti, da nismo. Kaj se sploh dogaja v tej zmešnjavi? Rekli ste, če imamo komunizem, ne vem pa, da bi rabili muzej komunizma, to vem, da bi rabili in da bi nekateri še aktualni akteri v ta muzej pravzaprav spadali s svojimi idejami. Prav gotovo. Ne vem, česa bi se lotila. Lejte, pri tej skupini LGBT in še ne vem kako naprej, tudi jaz sam imam težave s to. Lejte, naj bodo enakopravni državljani in to je to. Ne pa privilegirani, naj bodo enaki vsem ostalim. Ne pa težiti s temi in nekako. Pa tudi, zanimivo, dobro, ljudje so drugače spolno usmerjeni, vplivajo na to, ne morejo vplivati kakorkoli. Ampak zakaj se potem oblačijo v neke obskurne kostume in sami sebe izpostavljajo kot neko ekscesno zadevo. Toliko o tem. Podobno kot palček, Kučanov palček. Saj ni nihče rekel palček, kaj prvič slišala. Jaz sem nikoli rekel za njega, da je palček. Ja, ampak oni pa spet neka pozitivna diskriminacija, se uradno temu reče. Zdaj, lahko rečeva nekaj, da greva iz teh palčkov in teh obskurnih zadev mogoče na te kitajske ključke. Ja. Ejte, zgodba je zanimiva že s 5G. Kitajska tehnologija 5G, tam v paketu dobiš še določene primesi, ki omogočajo še kaj drugega. Potem imate sončne elektrarne s kitajskimi inverterji, ker so tudi ugotovili, da si kupil še nekoliko več in dobil še nekoliko več, kot si plačal. Spet določene zadeve, ki so predpriprava za zbiranje informacij. In ti ključki so logična posledica. Tukaj bi moral odgovarjati tisti, ki je te ključke nabavil. Zanimivo, da ko se je ta aferica sprožila, ti ljudje niso bili izpostavljeni. Gotovo gre spet za neko tako domačijsko zadevo, da je nekdo dobro zaslužil. Za neke velike milijone. Ampak veste tako, kar se tiče Kitajske, se je tudi predsednik Pahor, ki sicer tudi zdaj veliko dela na Kitajskem, kot pravi, ne za vlado, ampak za zasebni sektor na Kitajskem. Do Kitajske moramo biti pozorni. Kitajska je hegemon, ki ne bo ostal samo, ki nima ambicije samo na ekonomski bazi. Kaj rečem? Tisto, kar se obeta, neka ekonomska prevlada Kitajske, temu sledi potem tudi poskus ideološke hegemonije. Prvi pade Tajvan, se vemo. Tega se je treba tudi kar malo bati. No, kako se je končala tista zadeva, ko je k vam neko popoldne ni pričakoval, da boste v pisarni stopil nek sodelavec? Kaj je bilo potem s tem? Ja, to je pravzaprav tako, kar boleča zgodba, ker ki nima epiloga. To ni bilo popoldne, jaz sem slučajno takrat s sinom šel v mesto in še skočil nekaj v službo in čakal sina in se zadržal v pisarni, to je bilo čez 10 zvečer, tam je bila. In on je vstopil v pisarno, kot da bi vstopil v svojo. Luči se ni videlo, ker pač je taka pisarna. Bil je zelo vznemirjen, bolj kot jaz sem bil samo začuden, on je bil pa vidno vznemirjen.
In pozabi in je šel ven. Ne. Kasneje so ga sicer imeli na pogovoru tudi urednice in tako je rekel, da je preverjal žaluzije. To je sicer kolega, ki dela v desku televizije. Jaz ne bi bil toliko pozoren na to, če ne bi on kakšno leto nazaj, slabo leto nazaj, očitno, vsaj tako mi je takrat direktorica rekla, me prijavil, da sem hodil z nekom po hodniku in da sem rekel, da treba vršiti bombo v neki taska. Veste? In je prišla potem ta prijava na upravo. Hoče reči, nekateri, mislim, da se je hotel prikupiti delu tega establishmenta, ki je na RTV-ju je veliko popolnoma normalnih sodelavcev, po večini tudi pridnih, je pa tudi neko ekstremistično jedro, malo številno, ki je pa zelo vplivno in mislim, da se je hotel njim prikupiti. Po informacijah, ki jih jaz imam, ne, se pravi, taka obskurna zadeva, Jože Možina bo postavil bombo, vas prosim. No, se tudi vodstvo, kakršnokoli je, to zavrnilo. In zato sem bil na to pozoren. In kakšnega epiloga z tega ni. In tudi on ni znal pojasniti, zakaj je on bil tam. Ni znal pojasniti. Ja. Pol so mi nekaj obljubljali, da bodo naredili nek protiprislušni pregled. To se zaenkrat še ni zgodilo. Ne? Se bodo skozi ključek najbrž kaj bohunili. Ja. Šalo na stran. Ampak dobro, poglejmo zdaj naslednji sklop dogodkov. Recimo zdaj je izbila novica, da je Bruselj financiral nevladnike za te podnebne lobistične kampanje, hkrati pa tudi recimo za nastope v medijih, ne, recimo tako kot naprimer ta znana Greta Thunberg, ki je želela zdaj pa kar na lepem iz tega podnebnega kroga, se je pa preselila na krog Gaza in genocid, ne, in so seveda to selfie jadrnico, kot so jo imenovali Izraelci, potem zasedli in Greto poslali nazaj. To je ena stvar. In seveda naša Nika Kovač, spet iz tega kroga teh nevladnih organizacij, je pa seveda podprla Greto Thunberg. Kaj je zdaj s temi nevladnimi organizacijami? Ne nazadnje je bila tudi ta razsodba Vinka Vasleta obsojenega, ne, za ne vemo, kaj že je bilo tako groznega, ne, dočim ko neke druge žaljivke pa gredo kar tako mimo. Kakšna je moč teh nevladnikov, tudi v slovenskem prostoru? Mi smo zdaj na mednarodni nevladni sceni. Jaz bom tukaj malo kritičen. Ne. Jaz mislim, da je en del izrojenosti ali pa zdrsa teh evropskih demokracij je tudi v tem, da se izven volitev, izven volilnega kroga vzpostavljajo neki usporedni vzvodi, ki kreirajo oblast. Ne. In to, recimo, nevladne organizacije so v osnovi organizacije, ki delujejo izven vlade, ki ne delujejo v kombinaciji z vlado. Vlada jih pa plačuje. Ja, zdaj imate pa, čakajte, vi imate zdaj nevladne organizacije, ki jih vlada bogato plačuje in z njimi kolaborira, ki so del sistema, del vladnega sistema, del propagandne tudi vlade, ne. Ki v bistvu tudi izrečajo in naredijo tisto, kar vlada ne more zaradi svoje pozicije. Saj imate fotografije Nike Kovač z predsednikom vlade, z notranjim ministrom in še številnimi drugimi. Ne. In tukaj gre, jaz mislim, da gre za to za eno anomalijo in te osebe so potem tudi nedotakljive. Zdaj, Greta Thunberg je nekaj drugega, ampak vidi pa se, ne, podnebna zadeva, v redu. Agenda je tukaj. En dan je podnebje, ja, no, potem ampak, je Hamas. Tako, ko pa to zmanjka, se oprime nečesa drugega. Se je reval v enem smislu. Ne. Potem je še ni vedela, da so na tisti barki zagovorniki Hamasa, potem so jo poslali najprej v Francijo, tam so uklenili, zdaj je doma, v glavnem ena ponesrečena zgodba. Pri nas pa seveda v enem drugačni obliki, ampak tudi medijsko izredno gor vzeta Nika Kovač. Ob njo se nekdo obregne in je že obsojen. Zdaj bom tako rekel, ker sem sam tudi posredno involviran tukaj. Namreč poteka tudi tožba proti Svetlani Makarovič, ne, ki je izrekla med brati 100-krat hujše zadeve, kot jih je Vinkova Vasle. Ja, smo objavili, pa še bomo, če bo treba. Ne? Ja, glejte, in zdaj glede na to, da je bil Vinkova Vasle obsojen za tiste besede, ki jih je objavil na Twitterju, glejte, po teh kriterijih bo Svetlana Makarovič zaprta za 10 let.
Če bodo čakali. Če bodo ti kriteriji uveljavljeni. Ja. In bomo zelo pozorno spremljali, kakšne kriterije se bo uveljavljali na sodišču. Ta moja tožba se pa vleče. No. Reč, da je bilo že dvakrat predstavljeno, zamenjana je bila sodnica, ampak enkrat jeseni se bo pa to odvilo. Ja. No, seveda, zdaj na mednarodni sceni smo pa doživeli, da so Združene države Amerike uvedle sankcije proti 4 sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča. Seveda, med njimi je tudi naša Betty Holler. To pa zato, ker je ona, pa še neka sodnica skupaj, Alapini Gansov, sta po besedah ameriškega zunanjega ministra odobrili izdajo naloga za prijetje izraelskega obrambnega ministra in pa premierja Netanjahuja. Zdaj, vprašali so takoj doktorja Miho Pogačnika in on je rekel, da praktično nimajo nobenih šans, da pač te odločitve, ZDA ni pogodbena stranka Rimskega statuta in odločitve tega sodišča ne zavezujejo ZDA, praktično tudi Evropska unija ne more narediti nič, tako je rekel Miha Pogačnik. Zdaj, pojavi se vprašanje, ali smo mi, mislim, jaz imam včasih ta občutek, jaz nisem strokovnjak za mednarodno pravo, ampak vendarle imam občutek pri teh zgodbah, da je Slovenija nekakšna Greta Thunberg, Zdaj Slovenijo se poriva, to majčkeno Slovenijo, itak je vseeno, itak vsi vemo, da praktično vpliva nobenega, zdaj bomo pa mi reševali in skakali in se zaletavali v Izrael, v ZDA, imeli razbito glavo, zdaj ta gospa Betty Holler, tudi Evropska unija, kaj bo pa storila? Ja nič, ne, ona zdaj ne more v Ameriko, tam, če ima kakšno premoženje, ne more do njega. V bistvu je ženska škodovala sama sebi. Kako vi to komentirate? Glejte, Združene države so pač suverena država in se je tako odločila. Ne vem, zakaj tak cirkus iz tega delati. A je to prav ali ni prav, ne veva, midva ne poznava vseh ozadij, ampak tako so se odločili. Saj tudi končno številne druge države izločajo določene ljudi, ki jim niso všeč. Ta os Izrael, ZDA je popolnoma jasna in znana. Izrael marsikaj, kar počne seveda z odobritvijo Združenih držav Amerike, tudi zdaj ta nov napad na Iran, na iranske jedrske zmogljivosti, se seveda brez Združenih držav ne bi mogel izvesti. In tle gre pa za zelo, z vidika ZDA, izredno pomembne in dolgoročno pomembne stvari, ker če bi Iran dobil jedrsko orožje, baje so bili samo nekaj mesecev do tega, ali je ta napad to ustavil ali ne, je to velika zgodba, pomeni novo grožnjo, je ta os, Rusija, Kitajska, Iran, to niso heci, Pakistan še mogoče, tle gre za veliko več, In očitno, zdaj jaz ne sodim, kaj je prav in kar ni prav, ampak očitno so Združene države ocenile, da je to sedanje, ne vem, da so sedanji akti tega sodišča, kjer je tudi ta naša gospa Betty, ki so upirjeni tudi proti Netanjahuju, nekaj takega, kar njih moti, ker njih zanima fokus Iran, zanima jih fokus Kitajska. Končno tudi ta zmešnjava, ki je nastala zaradi vojne v Ukrajini in odnosa novega predsednika Trumpa, je povezana s tem, da bi na vsak način želeli izdvojiti Rusije iz vpliva Kitajske, ker postaja Rusija čedalje bolj podrepnik Kitajske. Tako da tukaj je zelo zamešana zadeva. In ja, ta gospa je pa žrtev te kolobocije. Tisto, kar pa je, kar so nekateri ocenjevali in se strinjam, da se tu znajdemo pač med nekimi eksotičnimi državami. Zdaj upam, da je gospa deluje samostojno in da ni orodje nečesa. Se tudi Kučan je rekel, da se moramo pridružiti tožbi z Južne Afrike. Mislim, gledajte, veliki demokrat in človek, ki je vse naredil za to, da bi se končno genocidne zgodbe iz druge svetovne vojne končale in da se bi ljudje pokopali, sedaj šola, kaj naj stori Slovenija in kako naj se pridruži Južni Afriki. Glejte, taki ljudje je res bolje, da so tiho. Jaz sem tudi, kar se tega tiče, tiho, ker premalo vem. Ja, seveda. No, skratka, zdaj zadnji sklop, ki ga imamo, je pa seveda Ljubljana. Protestirali so te, ki nasprotujejo gradnji garažne hiše pod tržnico, in seveda oni so prišli, tamle je Primc, pred Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa je zaprlo to sejo, tako da niso mogli na sejo, in praktično preprečujejo demokracijo.
Istočasno, zdaj, če gremo na Ljubljano, za Maxi Market se zdaj ve, odkot je prišla ta voda in se je zamenjala, tako pravijo, z vodo, ki je namenjena sistemu gašenja. In to se pravi z Ljubljanico, to je spet ljubljanska tema, ne, spet nekaj ljubljanskega, ljudje so pili povezani, popili vodo iz Ljubljanice, ki je recimo, največ, tako pravijo. Ne? No, in na drugi strani je pa Janković, župan, razstavil ta model, kako bo videti Expo v Beogradu. Saj ta model so zdaj že umaknili, ampak takrat je odprl tole, ne vem zdaj, zakaj so umaknili, najbrž zaradi pritiska javnosti, in seveda je župan Janković dobil tudi dovoljenje KPK-ja, da pravzaprav sodeluje z Expo in z beograjsko oblastjo, da jim svetuje pod določenimi pogoji, on pa pravi, da bo to počel brezplačno. Torej, komentar na Ljubljano, na okolje, na tržnico, vodo. Jaz se bom malo pohecal, to je dobra novica, da bo sodeloval pri, kaj že? Expo. Pri Expu v Beogradu. Ne? Namreč on je v slovensko, sploh pa ljubljansko politiko in okolje vnesel res, pa Balkan ima čisto lahko kakšne simpatične pritikline, ne samo Ščevapčiče, tudi kultura, vse mogoče, ampak on je dejansko vnesel v naš prostor tisto najslabše, ne? Tisto balkanizacijo, tisto primitivnost, ne? Tisto znajdi se, poskušaj. Ne? En gospod, ki je celo po poreklu iz Srbije in živi 40 let v Ljubljani, ga je kolega Luka Svetina posnel, je zelo zanimivo opisal Janković. Je rekel, jaz sem pred tem, kar je sedaj v Ljubljani zbežal iz Srbije, da živim v Sloveniji, sedaj pa to doživljam. To pobalkanjenje, to primitivnost, tudi to, da ni nič sveto. Ne? Tako da, če se je odzval temu vabilu, da bo gradil Expo, sodeloval v Beogradu, bi bilo dobro. Ja, kakorkoli, dobro, da bi čim več časa tam prebil in po možnosti tam tudi ostal. No. Mislim, da ga je bilo res dovolj. Upam, da sedaj vidim, da tudi določeni njegovi podporniki, levičarski podporniki, da jim je zrasel čez glavo. Ne. To uničevanje dediščine, on seveda do tega nima nobenega odnosa. Plečnikova dediščina, tržnica, pa kako je možno? No? Za 600 parkirnih mest. Ja, samo 600. Pa veste, po kakšni ceni? Ja. To so, eno parkirno mesto bi bilo vredno, ko je ena palača. Ne. Ja, uničevanje Ljubljane pravzaprav. Saj to ni edini primer, kar se arhitekture tiče. Ampak gremo zdaj k koncu. Zdaj ta teden je išla, mi smo med enim prvih na svetu, ki smo dobili knjigo o papežu, papež Leon XIV. Napisal pa jo je novinar Jesus Colina, on je Španec, zato tako izgovarjam njegovo ime. Seveda tu govori o novemu papežu Avguštincu, ki se bo zavzemal za mir in pa za sodelovanje vseh različnih ljudi, različno mislečih. Tule pa imamo posnetek, išla pa je tudi knjiga Soglasje za zgodovinski trenutek, to je pa zbornik 75 razpravljavcev in razprav, kako rešiti Slovenijo. Na predstavitvi je dr. Turk dejal, da je treba končati proces tranzicije, narodno spravo, vzpostaviti etični horizont družbe, vladavino prava in seveda boj proti korupciji. Kaj vi menite, kakšna je pot naprej v miru, sodelovanju, tako kot očitno reče tudi papež? Ja, prej sva govorila o tej mlakuži teh stricev iz ozadja, ki projicirajo in producirajo to, kar je sedaj, kar vodi našo državo. In to, kar vodi našo državo, se je tudi dobro pokazalo in kompromitiralo ob praznovanju 80-letnice konca vojne. Ne samo neudeležba na spravni slovesnosti, tudi govori predsednika vlade, predsednice parlamenta so bili uničujoči, so bili razdvojevalni, so bili ideološki, so govorili tako kot pred 50 leti. Ne, to je eno. Po drugi strani je pa to mogoče nastaja ali pa se obuja neko jedro, ki je takrat že delovalo nekje v obrobu Nove revije, ne, ki je tudi poskrbelo takrat za slovenski nacionalni program iz 57. številko. Potem je bilo še več takih poskusov in to je, seveda, intelektualno smo se nekako že malo prevetrili. To je sedaj ta zadnji poskus. In med temi 75 avtorji je vrsto izvrstnih člankov, v resnici izvrstnih člankov bi priporočal, da si ljudje to vzamejo v roke,
ki govorijo pa o nečem drugem, ne o razdvajanju, ne o tem ločevanju duhov kardeljanskem, kar zagovarjajo Kučan in aktualna oblast, ampak govorijo o povezovanju. Tako kot papež, ne? To Tako je kot zdaj zeitgeist. papež. Ja, To je seveda, duh glej. časa je zdaj Pa to. se pametni ljudje razmišljajo v tej smeri, se drugače ne more iti. In tudi o spoštovanju. Glejte, tudi dva sta govorila o predsedniku Kučanu. Kdo mu kaj slabega hoče? Ne? Vsi smo nekako spoštljivi do vseh. In tega naj se začnejo učiti in naj se temu prilagodijo tudi tisti, ki so danes tako nestrpni in razdvojevalni. Gotovo je to ostanek ali pa delno nasledstvo tistega jedra, ki je slovensko državo takrat osamosvojil. In očitno, ne, kot je tudi predsednik Pahor intervju rekel, tudi on je bil eden od avtorjev teh člankov, je pri nas levica, jaz bi rekel delno skrajna levica, je konzervativna, je čisto drugače. Tisti, ki imajo ideje tudi kako je naprej, je ta druga stran, so recimo nekdanje stranke Slovenske pomladi in tukaj v tej smeri, ki jo tudi to soglasje za zgodovinski trenutek narekuje, tukaj lahko iščemo rešitve za prihodnost. Doktor Božina, tu bova končala, več pa naslednjič v naslednji oddaji nekega naslednjega tedna. Najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam. Vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.